Preštujte zdaj. A veš, v osnovi je to čist navadna kona, samo da se že po videzu razlikuje. Vidiš, kako je tale spreden del zaprt, čist drugačen kot pri navadni. Zakaj je to tako, ne rabim posebej poudarjati, po mojem ti je jasno, da tudi zato, da lažji, lepš, bolj učinkovito reže zrak. Tukaj le mimogrede ga daš filat. Pa tudi feltne v prid temu, da so aerodinamično bolj učinkovite, so dosti bolj zaprte, izgledajo čist drugače kot pri navadnih konah. Pravzaprav v primerjavi z navadno cel avto mersko malo bolj zajeten v praktično vse smeri, ampak se takole v živo tega sploh ne opaz. Ampak pojmo mi raje na stvari, ki so pri električni koni bolj pomembne. Za začetek, zmogljivost litij-ionskih baterij, ki so mimogrede nameščene skozi celoten poden avtomobila, je ogromna, 64 kWh. To je kar velik, tudi zato takšen doseg. Pa ker že skozi govorimo o primerjavah, električna kona je od navadne težja za 100 kg. Ampak ta masa je ravno zaradi tega, ker so baterije nameščene po podnu, dosti dobro razporejena. Tudi zato v ovinkih sploh ne gre tako švoh. Dobro, rade, ki jo pritisneš, pa če imaš malo feelinga, zato hitro opaziš, da avto vse je malo težji. Fiske se ne da pretentati, to je res. Pa zmogljivost samega elektromotorja je 150 kW. Po domač, če računaš v konjih, je tudi drobiš čez 200, ampak občutek imaš, pa kada jih ima 300. Se veš, Gregorčič je tako kot zmeri dobro povedal, ne? Tisti, ki niso pripravljeni, bojo takrat, ko boš ti stisnil gas, sploh če boš mu v športnem načinu v tem avtu doživel elektrošok. Kva pa ti delaš? Daj mi mir, dela me burnout naredil. Če pa hočeš videti, kako takšen elektrošok izgleda v praksi, novinarka RTV Slovenija, Ana Benkovič, je prišla posneti intervju z mano za tisto oddajo Vikend paket na RTV Slovenija, pa sem rekel, a bi šla en krog, da vidiš, kako to izgleda? Pa je rekla, ja, ratale pa tole. Preštujte zdaj. Kako se ti zdi? Gume delajo, bremze tudi. To je pa boljš kateri pratari. Drugač ima pa tale avto ene par luštnih trikov. Tole poznaš, obvolanske prestavne ročice pri avtih, ki imajo avtomatski menjalnik, včasih lahko to ponucaš, da prestavljaš navzgor ali pa na drugi strani navzdol. Ampak vidiš, pri temu avtu pa tukaj ni plusa, pa na tej strani ni minusa, ampak so ene hecne puščice. Veš, to je pa zato, ker z njima lahko reguliraš stopno intenzivnosti rekuperacije kinetične energije. Zdaj pa ti jo lahko spustiš v luft, pa žlajfaš z bremzam ali pa dovoliš avtomobilu, da to kinetično energijo izkorist, pa jo shran, pa poznej porab. In nastavljaš lahko 3 stopne, ti pokažem. Le v tem trenutku avto kinetične energije ne izkorišča, lahko pa nastaviš stopno prvo, drugo ali pa tretjo. In veš, kaj to pomeni? Da avto praktično samo od sebe žlajfa. Mislim, dejansko, če se voziš po mestu ali pa v naselju, skoraj ne rabiš bremzati. Se to ni nič novega za tiste, ki ste že kdaj vozili električne avtomobile, te stvari se ponovadi da prilagajati, je pa dosti nenavadno. Mislim, moraš se malo prevaditi s tem. Kar se varnosti tiče avto na nivoju, pomislekov nimam, mogoče me ena stvar malo moti, ker imaš vklopljen aktivni tempomat, avto sam prilagaja hitrost glede na vozila spredaj, ampak se mi zdi včasih malo preveč občutljiv. Se pravi, jaz se odločim, da bom prehtel tovornjak, pa sem še ful daleč stran, pa on malo prekmalu odreagira na to, pa včasih malo za brezveze zabremza, čeprav ni nobene bojazni, da bi do trka prišlo. Zdaj te pa verjetno že malo poraba zanima. Meni je električna kona kurla od 16,7 do 17,8 kWh na 100 km. Zdaj, kaj to pomeni stroškovno, je malo tudi odvisno od tega, kakšen električen paket imaš doma, ampak dosti verjetno je, da ko potegneš črto, pa računaš še mrežnino, za kilovatno uro doma plačuješ tam od 7 do 11 centov. A drži? No in pa v končni fazi to pomeni, koliko porabe na 100 km. Give or take, evro pa pol. Pa računi še eno stvar. V tem trenutku mrske v Sloveniji lahko električen avto še vedno polniš čisto zastonj. Tudi kakšne štacune se recimo vmes najdejo, jaz sem tako opcijo ne dvakrat fejst izkoristil. Moraš pa računati še na par drugih stvari, recimo na manjšo obrabo zavor, pa ta avto nima zobatega jermena, pa nima sklopke, pa iz te enačbe odštej še kupenih premikajočih, vrtečih delov, ki jih v tem avtu preprosto ni. In ta računica električnega avtomobila je zihar ful zanimiva, predvsem pa moja razlaga tukaj je zelo površna. Prosim lepo, če si se napalil ali pa če te zanima. Pri Motoreviji, kjer piše Jure, so se na to temo na širok pa na dolg razpisali že pri parih člankih, piči na njihovo spletno stran motorevija.si, tam pa pol dobiš podatkov za ene 3 kamione pa pol. A ja, pa menda te tudi cena zanima. Hyundai ta avto prodaja za koliko? Slabih 44, 43, 800 pa pol. Tukaj odšteje še državno subvencijo, 7 € pa pol. Pa računaš še stroške elektrike, pa upoštevaš, da imaš kupenih komponent, ki jih ta avto preprosto nima, pa je tudi zato lahko vzdrževanje cenejše.
Pa mimogrede, ko pride do družinske uporabe, tale avto ima koliko 332 litrov kufra, kar je 29 pa 39 litrov, manj kot prenavadni Koni. Kaj zdaj to zate pomeni, ne vem, mi smo trije, šli smo na morje za 5 dni, pa nismo imeli problema vseh stvari noter napakirati, tako da... Kuhama dela tola neumnost predaje. Jaz imam Passata, dizelna, karavan, kurma 4,3. Lej, pa niste prav za ta avto, to 100% drži. To je več ali manj to, kar vam jaz o tej Koni zapovedati. Lej, doma je nisem filil, zato ker se mi je ponovadi malo mudil, pa če pol čakaš na, ne, pa nimam wallboxa in pa prek šuku tičnice tak avto napolniš, rabaš nekaj časa. Ampak to je pa pol že tvoja skrb, da malo razmisliš, kje lahko ta avto nafilaš oziroma kje ga ne moreš, pa koliko te kje stane. To je to za danes. Ajde.